Vrhovnega sodišča v zvezi z zaključnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije. Glede na to, da je bila sodba že tudi objavljena oziroma da je bila dostopna, bom zadevo omejil. Na to, da bom na kratko povzel dosedanji postopek. Kakor vam je vsem poznano, je 7.1.2013 Komisija za preprečevanje korupcije, kateri je takrat predsedoval sedanji minister za pravosodje gospod Goran Klemenčič, objavila zaključno poročilo o ugotovitvah nad premoženjskim stanjem posameznih funkcionarjev in tudi gospoda Janeza Janše, v katerem je seveda nanizala, po moji oceni seveda in tudi po naših ugotovitvah, cel neresnic. Posledica je bila, da bo me znanje, v kateri bo se gospod Janez Janša pozneje več povedal, to, da je seveda takrat prišlo do hudih posegov v pravice gospoda Janeza Janše, zaradi česar smo se odločili, da vložimo tožbo. Tožba je bila vložena 25.1.2013. V tej tožbi smo zahtevali, da se ugotovi, da je Komisija za preprečevanje korupcije gospodu Janezu Janši kršila z ustavo zagotovljene temeljne človekove pravice iz 22., 25., 15. člena Ustave Republike Slovenije. Zahtevali smo začasno odredbo, da se zaključno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije zadrži in da se ne objavi oziroma da se stane iz spletne strani Komisije za preprečevanje korupcije. No, upravno sodišče je po naši tožbi prvič odločilo 11.3.2013, pri čemer je naš zahtevek zavrnilo, na kar je sledila pritožba na Vrhovno sodišče, ki je 9.5.2014 odločilo, da je upravno sodišče seveda zmotno ugotovilo materialno pravo, zagrešila bistvene kršitve določb postopka. Zato je seveda odločitev upravnega sodišča razveljavilo in vrnilo ponovno odločanje. Upravno sodišče je ponovno odločilo 9.7.2014, ponovno zavrnilo naš zahtevek kot neutemeljen in zopet navedlo, da je seveda Komisija za preprečevanje korupcije delovala skladno z zakonom, na kar je zopet sledila naša pritožba in seveda danes smo prijeli tudi odločitev Vrhovnega sodišča, ki je ob reševanju naše pritožbe razveljavilo sodbo upravnega sodišča in samo v zadevi odločilo tako, da je ugotovilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije v postopku zagrešila kršitev 22. člena Ustave Republike Slovenije in da je s tem kršila temeljne človekove pravice gospodu Janezu Janši. Zaključno poročilo kot tako je sodišče odpravilo in naložilo Komisiji za preprečevanje korupcije, da ga v roku 3 dni po prejemu te odločitve tudi odstrani z svoje spletne strani. No, po sami odločitvi je bilo potrebno povedati to, da je Vrhovno sodišče po reševanju naše pritožbe ugotovilo, da Komisija za preprečevanje korupcije, ki se je ves čas sklicevala na to, da je delovala skladno s 45. členom zakona o preprečevanju korupcije, torej da je šlo za ugotavljanje premoženjskega stanja funkcionarjev, zapisalo naslednje, pa bom kar citiral, da ne bo napačnega razumevanja. Iz citiranega 45. člena zakona o preprečevanju korupcije izhaja podlaga oziroma pravica in obveznost Komisije za preprečevanje korupcije za obveščanje pristojnih organov ugotovitev, do katerih je prišla na podlagi zbiranja in razjasnjevanja dejstev v premoženjskem stanju. Nikakor pa ne izhaja iz tega člena nikakršna pravica, kot se je napačno ves čas razlagala Komisija za preprečevanje korupcije, torej da sprejema zaključna poročila, da ta zaključna poročila objavlja in da seveda z njimi seznanja javnost. Vrhovno sodišče je še zapisalo,
v zvezi z trditvami Komisije za preprečevanje korupcije v tem postopku. Če gre res, kot seveda Komisija za preprečevanje korupcije sicer navaja v odgovoru na tožbo le za preverjanje premoženjskega stanja oziroma za predstavitveni akt, je v tem primeru, glede na zaključke, ki jih je sprejela in okvalificirala posamezne dejanja presegla svoja zakonska pooblastila iz 45. člena zakona in posegla ter prevzela zakonska pooblastila in pristojnosti drugih organov. Torej, Komisiji za preprečevanje korupcije se v konkretni sodbi očita, da vkolikor meni, da ima v 45. členu pooblastila za to, kar je počela, da je enostavno presegla svoja pooblastila, naredila zaključke, ki jih ne bi smela narediti, seveda pa prevzela nekatere naloge, ki bi jih drugače lahko upravljali se na drugi organi. No, seveda, Vrhovno sodišče v nadaljevanju ugotavlja, da vsekakor drži tisto, kar je bilo ves čas od objave tega poročila zatrjevano, da tudi vkolikor bi Komisija za preprečevanje korupcije seveda menila, da lahko sprejme takšno zaključno poročilo, bi v samem postopku morala zagotoviti pravice gospodu Janezu Janši in sicer pravice do tega, da se po vseh navedbah, ki so bile v tem zaključnem poročilu izjavi, to pravico pa seveda lahko uresniči le tako, da mu osnutek tega poročila pred objavo pošlje v seznanitev. Gospod Janez Janša seveda bi na to lahko in bi nedvomno podal svoja stališča in šele potem, kolikor bi bilo to spoštovano in razjasnjeno, bi lahko naredila zaključno poročilo. Torej, ne dvomno je, da je Komisija za preprečevanje korupcije kršila 22. člen, kot je Ustava Republike Slovenije, kot je Vrhovno sodišče ugotovilo, in zato je zaključno poročilo odpravljeno in dejansko ne obstoja več. Po posledicah bo pa gospod Janez Janša. Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Minilo je več kot 2 leti in 1 mesec, odkar je Korupcijska komisija izdala tisto famozno poročilo o premoženjskem stanju predsednikov parlamentarnih strank. Isti dan, ko je bilo poročilo izdano, se je začelo rušenje takratne vlade in koalicije. Mi smo se takoj poslužili vseh pravnih poti, da tisto absurdno poročilo v delu, ki se nanaša name, ki sem takrat predsednik vlade, po pravni poti razveljavimo, odpravimo. In vse institucije, ki so obravnavale te naše pritožbe, so dejale, da je potrebno zaradi urgentnosti zadeve stvar obravnavati absolutno prednostno. Ta absolutna prednostna obravnava je trajala več kot 2 leti. Več kot 2 leti. V tem času so nastale posledice, ki so nepopravljive. Slovensko sodstvo je na tem primeru, ne glede na to, da je na koncu to poročilo odpravilo, dokazalo, da se ravna v nasprotju z temeljnimi načeli prava. Od rimskega prava naprej velja rek, da pravica, ki je odložena, je pravica, ki je odrečena. Nič te ne pomaga, če je po pravici razsojeno potem, ko ni več mogoče popraviti posledic. To je ta famozni sestav Korupcijske komisije, ki je izdelal to poročilo. Ko so ga predstavili javnosti, so bili polni bombastičnih besed in stavkov. Ko se je začelo kmalu se skupaj sesipati v prah, so kolektivno odstopili iz razlogov, ki jih niso znali pojasniti. Jaz mislim, da je današnji dan dokončno pojasnil motive za njihov odstop. To je glava poročila, ki ga ni več. Nekdo ima še to objavljeno na spletnih straneh, ima objavljen pamflet, konstrukt, nekaj, kar je bilo uporabljeno za institucionalni državni udar, zato, da se ruši vlada, da se preprečijo reforme.
To je pač izrek sodbe, o kateri je govoril gospod Matos prej. Poročilo je odpravljeno. To pa je zadnja točka te sodbe, v kateri je sodišče po 2 letih in po namernem zavlačevanju, o čemer obstajajo materialni dokazi, prisodilo odškodnino v višini 538 evrov. Za vse stroške in posledice. Ko je bilo to poročilo izdano, če nam niso nastale samo politične posledice, v enem delu je nastala tudi kazenska oziroma pravna posledica zame, kajti to poročilo je gospod Klemenčič poslal na državno tožilstvo. Sicer v tem delu, ki se nanaša na prodajo mojih parcel v Trenti leta 2005, to je ta del, 48. točka tega poročila. In na podlagi tega, kar tukaj piše v tem odstavku, ki ga vidite na zaslonu, je stekla najprej policijska preiskava, vložena je bila ovadba, tožilstvo je zahtevalo sodno preiskavo, pritožili smo se na to, preseniti nismo mogli. Pritožba je bila zavrnjena. Sodnica, ki je odločala o zavrnitvi, je famozna Helena Vidic-Bizjak, v pisanju medijev hišna prijateljica podpredsednika socialnih demokratov gospoda Vebra. In preiskava je stekla. Ovo smo povedali zaslišanja. Določen je bil sodni cenilec za nepremičnine in pred nekaj dnevi smo dobili njegovo ceno. Korupcijska komisija oziroma gospod Klemenčič, gospod Praprotnik, gospa Selinškova so mi takrat očitali, da sem jaz prodal nepremičnine, ki so bile vredne od 11.200 evrov do 18.000 evrov za 10krat večjo ceno. In sem na ta način na račun privatnega podjetja pridobil kao materialno korist. V tem odstavku je tudi očitna laž, ki se je izkazala v dosedanjem postopku, ko smo pridobili množico takrat opravljenih transakcij na tistem področju in se ve, kakšne cene so dosegali nepremičnine v tistem času, leta 2005-2006. In ta trditev, da so oni ta izračun naredili na podlagi teh cen v tistem času, ne drži. To je izmišljeno. Čista zloraba položaja. Tukaj pa je izvedeniško mnenje. Sodni cenilec je ocenil vrednost na 110.000 evrov za čas 2005. Pred nekaj dnevi je bilo poročilo po dolgem proučevanju narejeno. S tem, da smo tudi na to izvedeniško mnenje dali pripombe, ker je ocenil samo vrednost 2 objektov od 3, ki so na parceli in je razpostavil. Ampak kljub temu je ta cenitev za 10krat večja od Klemenčiča. Je to cenitev sodnega izvedenca, ki ga določilo sodišče. Tukaj je dopis vrhovnega sodnika Gorazda Koblerja, ki so ga nekateri mediji objavili novembra lani. Vrhovni sodnik gospod Kobler v tem dopisu opisuje zahtevo svojih izločitev iz odločanja o naši pritožbi zoper poročilo KPK-ja in navaja razloge. In med temi razlogi, zelo konkretno podatkom jih navaja postopke, ki so se jih na vrhovnem sodišču privoščili, da so zadevo zavlekli preko vseh razumnih rokov. Torej, to ni samo moja ocena, to je tudi ocena enega od sodnikov, ki je bil imenovan v senat, pa ga potem niti niso vabili na obravnavo. In zato zahteva izločitev. Torej, ne drži, da je bila stvar obravnavana absolutno prednostno. Obravnavana je bila tako, da bi se pač neka očitna sodba, ki je bila lahko samo razveljavitvena,
izrekla čim kasneje in da bi bile posledice poročila korupcijske komisije čim bolj nepopravljive. Dejansko so. Vlado so zrušili. In v tem smo šli Slovenci še enkrat na referendum, 3-krat na volitve, preden sem jaz lahko kot predsednik pravzaprav največje stranke v Sloveniji, takrat tudi predsednik vlade, sploh na sodišču v nekem postopku dokazal, da je korupcijska komisija napačno uporabila, ne da se je zmotila, ampak da je namerno napačno uporabila materialno pravo, kar zdaj piše v sodbi. Kakšne so bile širše posledice? Zrušena je bila vlada, zaustavljene so bile reforme. Takoj v začetku leta 2013 je nastopila politična nestabilnost, pribitki na naše obveznice so zrasli, zadolževanje je bilo dražje. Je bila druga vlada, ki je Slovenijo zadolžila za 12 milijard evrov v rekordnem času in bistveno poslabšala naš javnofinančni položaj. Odložena in podražena je bila sanacija bank. Škoda, ki je s tem nastala, se meri v stotinah milijonov. Nekateri so pridobili čas za zakrivanje odgovornosti za 100-milijonske kraje slovenskih bank. In najbrž ni slučajno, da nekateri, ki so sodelovali v senatu te korupcijske komisije, ki je izdala to nezakonito poročilo, danes pregledujejo slabe kredite v največji državni banki. So bili s tako službo še dodatno nagrajeni. Ključen razlog, da je bilo to poročilo nezakonito, ki je nezakonito po vsebini, ki je nezakonito tudi po formi, dano v javnost tudi na nezakonit način, kar piše danes v sodbi Vrhovnega sodišča. Ključen razlog za to pa je bil motiv, da se zaustavijo privatizacijski proces. Naša vlada je v zadnjih tednih leta 2012 praktično v veliki meri tudi s takratno opozicijo uskladila akt, ki se imenuje Strategija upravljanja državnih naložb, v kateri je pač na podlagi zakona, ki je s pomočjo Ustavnega sodišča takrat stopil v veljavo, Zakon o Slovenskem državnem holdingu, osnova za transparentno privatizacijo. Po več kot 2 letih te strategije Slovenija še vedno nima. Ni jo predložila vlada Alenke Bratušek in doslej še ni predložila vlada Mira Cerarja. Bila je pa praktično takrat usklajena in tik pred sprejetjem. Tik preden bi jo sprejeli, je bila koalicija razrušena, vlada napadena. Seveda, strateški razlog za rušenje vlade in za motiv za takšno poročilo KPK-ja je ohranitev monopolov za vladanje iz ozadij. Kakšni so ti monopoli, bilo deloma že razloženi. Zdaj, da bo absurd zdaj s tem poročilom še večji, treba spomniti tudi na to, da je gospod Klemenčič vsakega, ki je to poročilo resno kritiziral, ovajal državnemu tožilstvu. In da so se nekateri vidni slovenski intelektualci znašli v predkazenskih postopkih, zato ker so si drznili gospoda Klemenčiča kritizirati. Eden od teh je tudi gospod Cukjati, ki je pred nekaj dnevi dobil odločbo sodišča v zvezi s tem in predlagam, da sam nekaj pove. Kot je bilo rečeno, smo takrat, pred 2 leti, nekateri oziroma mnogi zelo podobno kritizirali to poročilo, kot je to zaznati v sedanji sodni odločbi. In takrat
sem tudi jaz bil eden od tistih, ki je na javni tribuni kritiziral to poročilo iz več razlogov, predvsem pa iz tega, da obdolžencu, to se pravi gospodu Janši, ni bilo omogočeno, da bi dobil poročilo na vpogled prej, preden so ga dobili recimo gospod Virant in ostali in javnost, in da bi imel pravico se odzvati na to poročilo, tako kot je v navadi v vseh normalnih pravnih državah. Dobesedno takole sem rekel, da vsem državnim institucijam, predvsem politično skorumpiranim komisijam, ki neutemeljeno sodijo in obsodijo, sporočamo, da si ne bomo pustili vzeti v ustavi zagotovljene pravice do pritožbe in samoobrambe. Zamislite si, taka izjava je bila potem predmet oziroma razlog, da me je protikorupcijska komisija oziroma gospod Klemenčič nekako vključil oziroma sprožil proti meni kazenski postopek. In jaz sem bil najprej potem zaslišan, torej pred 2 leti zaslišan pri kriminalistu, lani sem bil zaslišan pri preiskovalni sodnici in pred nekaj dnevi, to se pravi pred 5. 6. v petek, sem dobil pa sklep okrožnega sodišča v Mariboru, sklep 3-članskega senata, s katerim zavrže zahtevo za preiskavo. In ob tem, to se pravi, to je eden redkih primerov, kjer je nekako sodišče zavarovalo svobodo govora, kljub temu, da je bila ta svoboda napadena s strani državnega organa, oblastnega organa. In ob vsem tem torej se človek sprašuje, ali bo sedaj državno tožilstvo sprožilo kazenski pregon zoper človeka, ki je z zlorabo svojega položaja očitno namerno povzročil politično krizo, ki je usodno poglobila že tako trdovratno in hudo gospodarsko in finančno krizo države. In drugič se jaz osebno sprašujem, kaj naj si mislimo o vladi oziroma o njenem predsedniku, ki na najvišje mesto pravosodnega resorja postavi človeka, ki očitno ne ve, kaj je pravna država in je očitno sposoben brez pomisleka zlorabiti svoj oblastni položaj za diskreditacijo drugače mislečega politika. To je torej, gospod Klemenčič je stopil v neko polje, na katerem se pravzaprav lomi naša pravna država. Oziroma se postavlja vprašanje, kaj bo storila sedanja vlada, premier, in kaj bo storilo javno tožilstvo. Jaz sam sem prepričan, da od časa do časa vse pogosteje Slovenija vstopa v take kritične trenutke, kjer se pokaže, ali smo kaj bolj oziroma ali smo mnogo manj pravna država, kot smo bili nekoč. Ja, hvala lepa. Pravzaprav bi se morali v današnjem poročilu, odnosno poročilu Komisije za preprečevanje korupcije vprašati, kdo so avtorji tega zmazka, bi rekli, ki je povzročil to, kar je povzročil. Kot so prišli in kje so danes. Sem na nek način, kot veste, je to gospod Klemenčič, gospod Praprotnik in pa gospa Sedinškova. Jaz sem pa želim omeniti še posebej vlogo gospoda Stareta. 20 teh gospodov, to je gospod Klemenčič in pa gospod Stare, sta bila v preteklosti, bom rekel, moja dolgoletna strokovna sopotnika v času mojega dela v policiji. Relativno jasno lahko rečem po vseh teh letih, da
sem ali pa še dobro poznam mnoge ljudi v policiji in vsaj, kar se tiče gospoda Klemenčiča in gospoda Stareta, sta seveda kazala, bom rekel, izjemne ambicije znotraj policije, kar se velja posebej, recimo, za gospoda Stareta. Nikoli nobeden bil ni dosegel tistega, kar je nekako poklicno mogoče doseči znotraj policije. Na neki točki sta preprosto odšla. Na tak ali drugačen način šla sta v neko službo, kjer sta očitno lahko naredila to, kar sta naredila. Če pogledamo, v poročilu je bilo že dovolj govora, tako da mislim, da mi to ni potrebno, ampak lahko rečem nekaj, ne, da zna zakulisje slovenske politične levice postaviti odnosno ljudi, postaviti na določena mesta, da opravijo svojo nalogo, v tem primeru umazano nalogo, podlo nalogo, potem pa jih zna seveda tudi nagraditi. Ne mogo pozabiti seveda tega, da je gospod Klemenčič danes pravosodni minister. Skratka, on je hudo napredoval. Da je gospod Praprotnik, ki je po poklicu novinar, jaz ne želim podcenjevati novinarskega dela in novinarskega poklica, pa vendarle, človek bi pričakoval, da bo v vodstvu KPK-ja sedel nekdo, ki ima pravna, ekonomska ali še kakšna znanja. In ne novinarska. Pa vendarle, on je tja prišel. Nenazadnje je tja prišel tudi gospod Stare, ki je vodil do zadnjega dne oddelek službo za preiskave in je glavni preiskovalec Komisije za preprečevanje korupcije. Bil. Poglejte, gospod Praprotnik je na evidentno, jaz bom rekel kar tako, ne, evidentno koruptivni način prešel v Ljubljansko banko, je bil torej tudi nagrajen, torej drugi nagrajenec iz naše liste za gospodom Klemenčičem. Gospod Stare je tretji nagrajenec. Zakaj? Postal je državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. Torej, na ministrstvu, ki bi bilo najbolj zadolženo ali pa najbolj odgovorno za pravo, pravičnost in vse ostale stvari iz tega področja. In to je bilo v bistvu moje gospa Selinškova, ne vem, kje je, ampak kar se tiče vsaj teh treh, je pa zelo jasno. Prišli so, zato da so opravili umazano delo in zato so bili nagrajeni. Mislim, da se morate to tudi vi vprašati, zakaj tako v naši družbi. Hvala. Ja, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Poročila Komisije za preprečevanje korupcije odločitve Vrhovnega sodišča torej ni več. Ne samo zaradi formalnih, ampak tudi zaradi tega, ker, kot smo slišali, ne obstojijo vsebinski razlogi za. Posledice so, ostajajo, so neizbrisne in nepopravljive. Danes se več kot očitno kaže, da je bilo to poročilo narejeno z nekim političnim namenom, kajti na podlagi tega poročila se je po 7. januarju pred 2 leti začela vladna kriza in padec druge Janševe vlade. Ravno v obdobju, ko je po slabih 11 mesecih vladanja pričela z reformnimi procesi, nekateri so že bili opravljeni, del delovnopravne, pokojninska reforma, na vidiku pa sta bili tako pregledna privatizacija kot učinkovita sanacija bančnega sistema in pregon gospodarskega in bančnega kriminala. To poročilo je seveda povzročilo neko politično nestabilnost, vladno krizo. Zgodila se je nova vlada, tudi ta je po enem letu padla, imeli smo predčasne volitve. Skratka, Slovenija je 2 leti pomembnega časa izgubila za spopad z krizo in za pripravo učinkovitih reform, ki jih v tem obdobju žal ni bilo. Tudi zaradi tega so davkoplačevalci banke konec koncev preplačali dražje, kot bi bilo potrebno. Če se spomnite tistega obdobja, so se vrstili številni pozivi takratnemu premierju, gospodu Janezu Janši, po 7. januarju 2013 naj nemudoma odstopi.
Če bi takrat to storil, bi bila kriza in posledice še večja. Tega ni storil, ampak se je počakalo na konstruktivno nezaupnico. Šlo je za pomembno obdobje. V tem času, po 7. januarju in pred 20. marcem, ko je bila imenovana druga vlada, je Slovenija izpogajala nov finančni okvir za obdobje finančne perspektive 2014-2020, to se je zgodilo 14. februarja 2013, torej denar, ki je edini na voljo v tem obdobju za številne infrastrukturne in ostale projekte. In še številni drugi ukrepi so bili izvedeni v tem obdobju, zaradi tega so bile posledice manjše, kot bi sicer bile. Nek pravnik, pravzaprav doktor prava, ki vsaj v besedah da veliko na etiko in je trenutno predsednik vlade Republike Slovenije, je v enem izmed televizijskih soočenj dejal, da se napačne, malomarne, nepravilne, tudi nezakonite odločitve dogajajo. Vendar v našem pravnem sistemu obstoja mehanizem, da se take odločitve kasneje sanirajo. Da se dobi odškodnina, da se odpravijo škodljive posledice in tako naprej. Kako je mogoče sanirati to odločitev? Ne samo prizadetim posameznikom, predvsem državi, predvsem ljudstvu, ki je bilo zaradi te odločitve najbolj prikrajšano. Verjetno odgovora na to vprašanje tudi dr. Prava nema. No, tu so bili predstavljeni nekateri primeri nepravilnosti KPK-ja, oziroma Komisije za preprečevanje korupcije z obdobja, ko je ta senat vodil gospod Klemenčič. Žal obstajajo še številni drugi primeri nezakonitih ravnanj Komisije za preprečevanje korupcije. Namreč proti številnim funkcionarjem, pa ne bo to v pravosodju ali v politiki, ali posredno so bili zajeti v nekih posebnih poročilih, ki jih je ta komisija obravnavala. Mnoge tarče so bile tudi iz civilne družbe, žal so bile predvsem politično orientirane. Zdaj, treba tudi spomniti, da je Senat Komisije za preprečevanje korupcije odrekel tudi poročanje na preiskovalni komisiji glede ocene stanja, ki so ga pripravili, ocene stanja v bančnem sistemu, ko so se posebej poglobili v to bančno luknjo, vendar niso pripravili neke in niso bili sposobni komentirati nobene zadeve pred preiskovalno komisijo, kar pomeni, da so sodelovali pri zapiranju informacij glede povzročiteljev bančne luknje. Govorili so o sivih eminencah, govorili so o vedno istih osebah, vendar nikoli niso hoteli pojasniti, kdo so te sive eminence bančništva in kdo so vedno iste osebe v bančnem sistemu. No, jaz bi spomnil tudi to, da je Računsko sodišče pri reviziji poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije ugotovilo, da je ta komisija v času, ko je senat vodil Klemenčič, kršila 8 zakonov. Med drugimi tudi njihov osnovni zakon, to je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. In mi smo ta zakon sicer dali v revizijo na Ustavno sodišče, žal Ustavno sodišče ni odločilo, ampak treba je to opozoriti, da nekdo, ki ima tako slabe reference pri delu institucije, da mu ugotovijo kršitve, ki jih je odčital vsem drugim, da je potem taka oseba predlagana z vedenjem o teh kršitvah tudi za ministra v vladi Mira Cerarja. Že samo delo Klemenčičevega senata kaže na to, da je integriteta Komisije za preprečevanje korupcije izredno slaba. Kadrovanje osebe za vrhunsko politično funkcijo, kar je minister, in še posebej za pravosodje, pa kaže na to, da tudi v tej vladi ni nobene integritete, nima niti stranka Mira Cerarja in nimajo niti predsednik vlade Miro Cerar, ki sestavlja v to ekipo. Če je nekdo seznanjen
da je nekdo kršil toliko zakonov pri svojem delu in ga potem predlaga kot primarno prvo izbiro in je tudi izbran za ministra za pravosodje, potem je lahko samo ugotovimo, da se je predsednik vlade Miro Cerar s takim kadrovanjem odločil pravzaprav uničiti še preostanek pravne države. Tudi imenovanje osebe, ki ni bila sposobna povedati niti enega imena glede bančne luknje v vladno ekipo, pomeni tudi to, da se bo tudi v nadaljevanju ščitilo tiste, ki so povzročili bančno luknjo. In niti ne čudi, da stranka Mira Cerarja ne prispeva podpisov za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi preiskovala bančništvo. Glede na to, da težko najdeš med funkcionarje osebo, ki ima toliko ugotovljenih kršitev, zahtevamo, da gospod Klemenčič odstopi z funkcije ministra za pravosodje. Hvala lepa vsem. Če ima kdo kakšno kratko vprašanje, prosim. Sabina Zonta, STA, gospod Janša, načrtujete kakšne pravne ukrepe zoper nekdanji senat KPK-ja? O tem bomo še razmislili, pričakujemo pa, da bo gospod Klemenčič, ki zaseda funkcijo, kjer ne bi smelo biti nobene trohice dvoma v integriteto, nemudoma odstopil. Pravzaprav jaz pričakujem, da je to že naredil. Naprej. Gospod Janša, Irena Joveva, Pop TV. Ali je tokratna sodba Vrhovnega sodišča legitimna in jo spoštujete? Kaj si jaz mislim o tej sodbi, sem prej povedal. Sodbo bi si, vsaka sodba je pač treba upoštevati. To sem že velikokrat dejal. Sodbe, ki je izrečena po 2 letih in enem mesecu, ko ni več možno popraviti nobenih posledic, pa ne vem, da bi jo vi spoštovali. Če dovolite še en stavek glede tega spoštovanja, ker je bila takrat seveda tudi strani gospoda Klemenčiča in ostalih veliko govora o spoštovanju tako Komisije za preprečevanje korupcije, spoštovanju zaključnega poročila, ki ga je izdala, ki je danes nezakonito in odpravljeno, pa tudi okoli spoštovanja sodnih odločb. Dal bi kar en enostaven primer, ali bi vi spoštovali zdravnika, ki bi vam najprej napačno diagnosticiral bolezen, potem bi vas 2-krat napačno zdravil, vi bi trdili, da je leva noga, on bi vam pa seveda povzročil oziroma povzročil gritje desne noge in s tem amputacijo. Ali bi ga po vsem tem, ko bi se nakončno ugotovilo, da vas je narobe zdravil, ali bi ga še spoštovali in bi spoštovali njegove diagnoze. Tako zgleda približno te sodbe po 2 letih, ko se je zadeva 2-krat vrnila v ponovno odločanje, kljub temu, da je bilo od vsega začetka jasno, da se seveda o preverjanju premoženjskega stanja ne more početi to, kar je gospod Klemenčič počel. In ko je takrat izraz, kot ga je tudi takrat uporabil, da je seveda argumentiral in, kot je rekel gospod Janša, malo bolj bombastično vse skupaj zvenelo, je rekel, when numbers talk, bullshit walk. Danes bi rekli temu tako, when facts talk, Klemenčič walks. Torej, ko dejstva govorijo, je čas, da kdo drugi vide. Dejstva so pa zapisane v sodbi in so dokončne. Andrej Čebok, Ljudomecem. Smo na vprašanje, kako vi razumete, potem razumete tako, če je, glede na to, da je v bistvu sodišče razveljavilo poročilo na podlagi procesnih napak, ali potem to a priori pomeni, da je padla tudi vsebina, ker v vsebini pa sodišče ni odločalo? No, mislim, da bo pravno pojasnilo, da gospod Matos, ampak, če ste prebrali sodbo, v sodbi piše, da je bilo materialno pravo napačno uporabljeno. Torej, ne gre za neko drobno procesno napakico. Baje se eden od članov
tega senata odzval s tem, da je rekel, da je pač poročilo padlo zaradi neke banalne napakice. Če je bilo to res, je treba vprašati, zakaj je potem slovensko sodstvo rabilo 2 leti in 1 mesec, da je odkrilo tako banalno napakico, ki je vsem na prvi pogled vidno. V sodbi zelo jasno piše, da se poročilo odpravi zaradi kršitve 22. člena Ustave in da sodišče o drugih elementih pritožbe sploh ni razpravljalo. Pravi, mislim, to za vas potem pomeni, da je tudi sama vsebina ne stoji. Jaz mislim, da mora to tudi za vas to pomeniti. Jaz vas sprašujem. Ja. Za vse, ki pač normalno znamo brati, to pomeni. Mislim, da ni treba niti spraševati. Tega poročila ni več, je odpravljeno. Ko še jaz malo dodam, poglejte, se lahko se ves čas poskuša vsako tako nezakonito ravnanje organov ali sodstva ali kogarkoli spraviti pod okvir, vse gre za neko banalno procesno kršitev. To ni res. Gre za sistematične kršitve temeljnih človekovih pravic, ki se gospodu Janezu Janši dogajajo ves čas. V zadnjih mesecih se je zgodilo tako, da je Ustavno sodišče odločalo tako v zvezi z poslanskim mandatom, odločalo tako v zvezi z zadevo Patria in danes je Vrhovno sodišče končno po 2 letih ugotovilo tudi, da v tem primeru so bile očitno kršene temeljne človekove pravice. In v primeru, da vas kršitve temeljnih človekovih pravic, ki so tako jasno zapisane, ne zaskrbijo, da mogoče mislite, da gre samo za procesne kršitve, potem pa seveda ne brezno pomoči. Dejstvo je, da je v tej sodbi jasno zapisano, kar je gospod Janez Janša povedal, da je komisija napačno uporablja zakon in seveda si vzela pristojnosti, ki jih seveda glede na preverjanje premoženjskega stanja ni imela in da se sodišče ob kršitvi seveda temeljnih človekovih pravic, torej 22. člena Ustave, ne spušča vsebino, kajti to je razlog, da se poročilo odpravi in ne obstoja tudi vsebina, ne obstoja. Še eno vprašanje. Govorili ste tudi o bančni luknji, sanaciji bank, privatizaciji in podobno, da je pač takrat spad naše vlade se to prekinilo. To poročilo je v bistvu, oziroma ta sodba je zdaj padla točno v nekako sredino tega razčiščevanja bančne luknje. Sem tudi mogoče to da bi to tudi nek mogoče spin za nagrajevanje nekega širšega problema. Danes recimo tudi gospod Jazbec predstavlja še drugi del ima svoj drugi del pa svoje pojasnitve o kapitalizaciji bank. No, zdaj s to temo nas, predvsem kot je gospod Tanko prej dejal, skrbi to, da vladne stranke niso pripravljene podpisati predloga za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi ugotavljala politično odgovornost za nastanek te bančne luknje. To nas predvsem skrbi, bolj kot kakšni spini od dejanskega stanja, kar se tiče časovnice oziroma tajminga za to razsodbo Vrhovnega sodišča, je tudi glede na odgovore, ki smo jih dobivali na naše urgence, ki jih je gospod Matos pravzaprav pošiljal včasih tudi večkrat na teden. Zdaj, ta čas je bil izbran kot čas po volitvah, ko to ne more pravzaprav na nič vplivati. Pred bo naslednje volitve v Sloveniji se bo to pozabilo. Pač nekatere hiše, ki jih predstavljate tukaj, bodo za to izdatno poskrbele. Sem danes pričakoval tudi, da bo kdo od vas prenesel kakšno opravičilo vaših urednikov, glede na to, kaj so mediji, ki jih zastopate, vse poročali na to temo 2 leti. Pa tega spina nismo doživeli. Še kakšno vprašanje, prosim. Doktor Martina Slovenija, sem v bistvu 3 vprašanja, eno za gospoda Matoza, čisto, če lahko samo razložite, a to pravzaprav dokončno odločitev oziroma KPK nima več tukaj nobenih pravnih možnosti naprej. Za vas, gospod Janša, pa na 2 drugi temi, če lahko. In sicer, kot veste, Ustavno sodišče pa ta torek sporočilo, torej, da v zadevi Patrija gospod Črnkovič in Ivan Tone Krkovič ne bosta čakala na dokončno odločitev na prostosti, kaj pravite vi na to. In pa samo morda odstopil je, oziroma odstopiti namerava šef nove KBM, kak je pravzaprav vaš komentar?
Glede prvega vprašanja sem že vmes sicer večkrat povedal, pa bom še zdaj jasno povedal, odločitev Vrhovnega sodišča je dokončno, zato to ni več pravnega sredstva. Tako da s tem je zadeva zaključnega poročila v delu, ki se nanaša na gospoda Janeza Janšo ni več. No, glede tega drugega vprašanja težko komentiram, ker prej sem slučajno prebral, da naj bi prišlo do zamenjave na vrhu NKBM-ja, tako da težko to komentiram. Prvo vprašanje je bilo pa... No, jaz seveda samo osebno mislim, da obstajajo tako v primeru gospoda Krkoviča kot gospoda Črnkoviča pravzaprav enako utemeljeni razlogi, kot so obstajali v mojem primeru za to, da se jim z začasno odredbo prekine prestajanje kazni do dokončne odločitve Ustavnega sodišča. Prebral sem ločeni mnenji dveh ustavnih sodnikov, odklonilni ločeni mnenji sem jih razumel in se strinjam z obema. Prebral sem tudi pritrdilno ločeno mnenje sodnice Sovdatove in predsednika Ustavnega sodišča, ki se je temu mnenju pridružil in moram reči, da ga v enem delu ne razumem. Če bi imeli več časa, se lahko o tem pogovarjamo, bi vas rad vprašal, če ga vi razumete, ker je popolnoma nerazumljivo. Pozoril bi tudi na to, da to, kar večina vaših medijskih hiš poroča v zadnjih dneh, ne drži in ravno zaradi tega je ta drugačna odločitev v primeru Krkoviča in Črnkoviča po moje sporna. Ko je decembra lani Ustavno sodišče zadržalo izvajanje kazni zapora zame, tega ni zadržalo samo zaradi moje funkcije, ampak tudi zaradi suma, utemeljenega suma očitne kršitve ustavnih pravic, kar navaja na to, da obstaja verjetnost, da bo sodba razveljavljena. To izrecno piše, iz dveh razlogov je bila sprejeta začasna odredba v mojem primeru. Nikakor ne samo zaradi tega, ker ne bi opravil neko politično funkcijo. In če drži to, kar smo lahko prebrali v objavljenem poročilu pač neke osebe, ki ga imenujete žvižgač z tožilstva, potem gre tukaj za zelo umazano igro. Pravi, ta politični razlog je po tej trditvi, jaz pač težko tukaj dokazujem, ali to drži ali ne drži, ampak tega ni nihče zanikal in to je zdaj že nekaj tednov zunaj. Po tej trditvi naj bi ta politični razlog v sodbo oziroma sklep Ustavnega sodišča, s katerim se je meni prekinila kazen, pisala oziroma zapisala ravno podpredsednica Ustavnega sodišča, gospa Sovdatova, ki je pa tokrat glasovala proti začasni odredbi za ostala dva obsojenca in napisala celo pritrdilno ločeno mnenje. Če je temu res tako, potem gre za, kot ste prej rekli, spin, za zelo umazan spin, da se z potikanjem nekega političnega razloga potem skuša celoten postopek diskreditirati, kar je pa še bolj pomembno. S tem se odvrača pozornost javnosti od bistvenih kršitev, do katerih je prišlo v primeru sodbe Patria. In te kršitve so izkazane, gre za kršitev materialnega prava, gre za to, da smo bili sojeni za kaznivo dejanje, ki ne obstaja, tako kot je pač opisano v izreku sodbe in to velja za vse tri. Hvala lepa.